Ja, no, rad bi enkrat dobil nekoga, ki zna zelo dober, bodi si z nihalom ali pa s kakršnim koli drugim pripomočkom izmeriti, recimo temu, energijo hrane, ki jo jemo. In domnevam, da se energija teh užitnih divjih rastlin, ki jih nabiramo, torej od kopriv, čemaža, pa tudi potem hmelja in tako naprej, ne da izmeriti po klasični poti, torej beljakovine, rudnine, vitamini, XY in tako naprej. Ampak skratka, moja osebna izkušnja je ta, vsako pomlad od konca marca pa noter v juni pojem tega zelo veliko in takrat pojem bistveno manj hrane kot običajno. Bolj umirjeno, bolj uravnovešeno se počutim, bolj sit. Čeprav bi rekel, pojem pa se skapi tam nekaj, tam en kupček divjih rastlin, pa zraven potem še malo krompirja, fižola, pašte bolj malo pojem, torej testenin, razne kaše in podobno. Ne se me pa ustrašiti, pojem pa vse, torej tudi hrano živalskega izvora. Skratka, če bi nekdo znal izmeriti neko, recimo temu, energijo teh mladih pogankov, listov in popkov, bi verjetno izid bil krat 10, krat 20, krat 100. Sicer pa v sklopu znanih podatkov lahko povem, da 3 do 4 krat več rudnin in vitaminov vsebujejo užitne divje rastline v primerjavi z gojenjem. In to prav po vrsti. Vse. Pleveli, užitni pleveli, večina plevelov je užitnih, potem travniške rastline, gozdne rastline, rastline v dolinah rek in potokov, ki jih bomo tam sredi maja še posebej podrobno spoznali. Seveda, jih je pa pametno poznati, skratka ne nabiramo tistega, česar ne poznamo, da ne bo kaj narobe. Katere so najpogostejše napake, ki jih neuki ljudje lahko naredijo v divjini na prostem pri nabiranju divjih rastlin? To, da se preveč površno, na hitro, odpravimo v gozd na travnik k reki, ker smo nekaj prebrali v časopisu, tam piše tako, nekaj prebrali v knjigi, pa čeprav je to moja knjiga, in se potem hrabro lotimo nabiranja. Ja ne, dokler rastline ne poznamo 100%, se je ne lotimo nabirati. Nekaj izjem je, seveda, ampak to so zares izjeme, sicer pa nabiramo samo tisto, kar poznamo. Čemaž je taka klasična zgodba, zaradi katere vsako leto, lansko leto, torej leta 2012, ni nihče umrl, 2011 pa 2 gospe, ker sta nabirali čemaž, torej nista nabirali čemaž, temveč jesenski podlesek. Ni druge, kot da rastline, ki jih nabiramo, 100% poznamo, če jih ne poznamo, jih pustimo pri miru. To je glavni nasvet. Hvala, Darjo. Prosim.